spoštovane udeleženke in udeleženci, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Veliko čast in veselje mi je, da vas kot častni pokrovitelj današnjega dogodka lahko pozdravim na drugem slovenskem forumu za upravljanje interneta. Gre za forum, ki je gotovo prostor za odstiranje nekaterih ključnih vprašanj, saj se ta dotikajo vseh nas, ki se v sodobnem svetu soočamo s tisočeri procesov in informacij, ki jih ponujajo naša računalniška namizja. Mednarodni forum o upravljanju interneta, kot seveda tudi njegovo slovensko nacionalno različico, razumem kot nepogrešljiv prispevek k razpravam o vplivu informacijsko-komunikacijskih tehnologij na sodobno družbo ter položaj posameznika v njej. Dejstvo, da forum skozi razpravo in izmenjavo mnenj združuje ključne deležnike na področju rabe in upravljanja interneta, iskreno pozdravljam in si želim, da bi vaše ugotovitve in zaključki služili kot pomembne usmeritve za odločevalce, ki bomo v prihodnosti vprašanju upravljanja interneta zagotovo morali nameniti še več pozornosti. Od vzpostavitve prvih programskih protokolov za izmenjavo podatkovnih paketov na drugi strani Atlantika bo kmalu minilo debelega pol stoletja. Mnogi si še danes težko predstavljamo moč in pomen te tehnološke revolucije, ki se je v svojih začetnih korakih resda razvijala skorajda izključno pod pokroviteljstvom države, s postopnimi, a vztrajnimi koraki pa vse bolj pronicala v širšo sfero družbenega ter, če se smem tako izraziti, omrežila pripadnike domala vseh generacij širom sveta. Skoraj nemogoče je izpostaviti vsa področja družbenega življenja, na katera sta vplivala razvoj interneta kot takšnega ter kasneje svetovnega spleta kot ene ključnih platform za globalno izmenjavo informacij. Naši vsakdanji procesi so postali v veliki meri odvisni od možnosti hitrega, učinkovitega in neomejenega pretoka podatkov. Branje časopisov, izmenjava mnenj, nakupovanje, poslovne in bančne transakcije, učni procesi in celo vzdrževanje medosebnih odnosov, tudi čustvenih, so postali drugačni. Osebno nisem naklonjen tezi, da je razmah digitalizacije povzročil zaton iskrenega človeka in pristnih medčloveških odnosov. Ne. Vzpostavitev globalne mreže za pretok informacij je po mojem mnenju zgolj predrugačil prizmo, skozi katero svet in družbo, v kateri živimo, dojemamo in spreminjamo. A da bi z njeno pomočjo lahko pozitivno vplivali na kakovost našega življenja, moramo to prizmo spoznati, poznati ter se naučiti z njo ustrezno in odgovorno upravljati. Kot politik in politolog o dosežkih in sodobnih izzivih interneta pogosto razmišljam v kontekstu demokracije. Razvoj interneta je zagotovo spodbudil prost pretok informacij, ki danes v večini primerov ne pozna državnih meja. Digitalizacija dela državnih organov je neizmerno povečala transparentnost njihovega delovanja ter odločevalce v še večji meri podvrgla demokratičnemu nadzoru, kakršnega si pred 2 desetletjema nismo mogli niti predstavljati. Dostopnost informacij z enim samim klikom miške ali dotikom pametnega telefona, od katerega se naš žep danes le stežka loči, je med posameznikom, družbo in državo vzpostavil še bolj intenziven odnos. Možnost vplivanja in participacije posameznika v javnem življenju se je povečala. Prav s tem pritiskom pa se krepijo tudi demokratične institucije, ki morajo iz dneva v dan postajati bolj odzivne na jasno in vse bolj množično izražene potrebe prebivalstva. Ob tem bi si dovolil dejati, da internet za slednje danes predstavlja enega ključnih virov opolnomočenja, saj posameznike ne le povleče iz polja nevednosti in jih opremi z informacijami, ki jih želijo in potrebujejo, temveč jim ponudi tudi orodja, s katerimi se lahko organizirajo ter si prizadevajo za demokratično uveljavitev družbenih sprememb. Prepričan sem, da smo si enotni, da takšnemu potencialu, kot ga ima v tem oziru internet, v zgodovini nismo bili priča. A ne razumite me napak. Naš pogled na internet in njegov vpliv na družbo nikakor ne sme biti naiven in še kako dobro se moramo zavedati pasti in izzivov upravljanja sodobnega digitalnega sveta. Razpravljalni paneli, ki jih boste spremljali in vodili na današnjem forumu, naslavljajo nekatere temeljne dileme, ki podpirajo tezo o internetu kot dvoreznem meču. Kako ohraniti demokratične predpostavke odprtega interneta in hkrati preprečiti spodkopavanje suverenega položaja uporabnika v globalni informacijski infrastrukturi? Kje začrtati mejo med svobodnim izražanjem na spletu in nedopustnim posegom v temeljne pravice drugega?
kako ustrezno in učinkovito informirati uporabnike o njihovih pravicah na spletu, ter z regulacijo in upravljanjem doseči ravnotežje med zasebnostjo in varnostjo, ki bo pravično in upravičeno. Težko bi našli bolj bistvena vprašanja, ki v sodobnem svetu internet hkrati prepoznavajo tako kot silo dobrega, kot tudi potencialno silo zla. Prav tako pa tudi kot silo opolnomočenja ali kot tudi silo manipulacije in prikritega omejevanja. Nekatere odgovore boste na današnjem forumu lahko podali vi. Zagotovo pa bodo v prihodnosti te polemike morale intenzivneje prodeti tudi širše, v naše izobraževalne procese, civilno-družbene kroge ter med odločevalce. Le tako bomo lahko zagotovili, da bo modus operandi uporabe in upravljanja interneta postal dejanska odprtost, odgovornost ter kritična refleksija vsebin in procesov, ki jih internet omogoča. Spoštovane in spoštovani, veseli me, da so bili digitalizacije evropske družbe ter s tem povezane priložnosti izbrani za eno izmed prioritet aktualnega predsedovanja Republike Slovenije procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi, tako imenovanemu SECEP-u. S tem smo širši javnosti poslali jasen signal, da je digitalizacija eno ključnih področij, ki bo odločilo o naši pripravljenosti za prevzem vodilnih vlog v prihodnjem gospodarskem in družbenem razvoju stare celine. Prepričan sem, da bodo izsledki vašega foruma predstavljali dobrodošel doprinos k naslavljanju aktualnih izzivov naše skupne digitalne Evrope. Želim vam uspešen dogodek ter obilo konstruktivnih razprav, ki naj ponudijo čim več odgovorov na kompleksna in pomembna vprašanja, ki jih zastavljate. Hvala za pozornost.